Ta nesrečni konjiški bazen, nekako se nagibate bolj k tej ideji, da bi šli v novo gradnjo, po tej logiki nekako drugo leto, mogoče 2 leti še ga ne bo, ne? No, jaz bi rekel tako, da se je zdaj z drugim strokovnim mnenjem, ki ga je izdelal Zavod za raziskavo materialov in konstrukcij Ljubljana, ugotovilo, da ni smiselna rekonstrukcija, ker bi bila finančno skoraj tako zahtevna kot povsem nova gradnja, hkrati pa opozarja v poročilu, da se pri rekonstrukciji nikoli ne ve, kaj se skriva spodaj, ko začneš razdirati, in na koncu imaš praktično za isti denar tudi star izdelek. In zato je edina smiselna, tako kot tudi strokovnjaki priporočajo, odločitev, da se gre v novogradnjo bazena na tem mestu. Je pa seveda silno pomembno, da ne izgubljamo časa, da čim prej pridemo do projektne dokumentacije, da vidimo tudi finančno oceno takšnega projekta in šele potem bomo lahko govorili o časovnici. Danes je bilo v razpravi včasih že malo tragikomično, kako pač en del svetnikov, tisti, ki so najbolj vneto zagovarjali, da bazen mora biti, pa se danes niso mogli odločiti ali da ali ne. Kakorkoli imamo sklep občinskega sveta, da gremo v novo gradnjo in pa da občinska uprava čim prej pripravi projektno dokumentacijo. Seveda potem je vse odvisno od samega postopka pridobivanja soglasij, izdaje gradbenega dovoljenja. In jaz se bojim, da je na koncu, tako kot pri vsakem večjem projektu, tisti čas, ki je potreben za izgradnjo, še najkrajši, ostali formalizmi trajajo silno dolgo. Pa vendar, jaz si danes ne bi trdil, da je kopalna sezona v letu 2018 povsem izgubljena, če bi govorili o etapnosti gradnje. In jaz si prizadevam, da bi do naslednjega leta zgradili novo školjko in pa strojno opremo, se pravi cevovode, do obstoječe strojnice. Takšna zadeva pa bi eventualno ob takšnem ugodnem scenariju bila izvedljiva. Nekako svetniki bi želeli imeti več na mizah, da bi bolj vedeli, o čem odločajo, kakšna bo ta nova gradnja, oziroma imeli vsaj na izbiro več teh variant, kdaj v bistvu bojo pa to dobili. Saj ravno o tem smo danes razpravljali, da se lotimo projektne dokumentacije. In dokler ni projektne dokumentacije, nimamo o čem razpravljati. In tako, kot sem prej v razpravi dejal, smo se danes pogovarjali o vprašanju, tako kot smo se pred časom na Zbelovem, ko je bila dilema, ali bomo star lesen most nadomestili z novim sodobnim. Tudi takrat se je bil del svetnikov proti temu, da bi odločali, ker nima o čem razpravljati. Seveda, dokler nimaš projektne dokumentacije, se nimaš o čem pogovarjati. To so navadne kavarniške govorice in vsak normalen človek, tudi gospodarstvenik, posluje tako, da pridobi projekt, ga finančno ovrednoti in potem vidi, pri čem je. Seveda pa tudi lahko še vedno govorimo o več variantah rešitve. Se zavzemate, da ostane olimpijski bazen? Moje osebno mnenje je bilo, da standarda ne znižujemo. Vse ostalo je pa seveda potem nadgradnja. Pustimo zdaj globino, skakalnico, ampak dimenzijsko standarda naj ne bi zniževali. Seveda bomo pa potem videli, kaj to finančno pomeni, ampak jaz sem prepričan, da školjka sama je še najmanjši strošek pri takšnem projektu. Na kak način se mislite lotiti tega, ali boste zbirali ponudbe, ali boste kako v bistvu? Seveda, v skladu z zakonom o javnem naročanju moramo objaviti razpis za pripravo projektne dokumentacije in potem videli, kdo se bo vse prijavil. Jaz pričakujem, da se bodo res pravi strokovnjaki, da bodo izbrani tisti pravi strokovnjaki, ki nam bodo potem lahko narediti 2-3 variante končne rešitve. Mogoče je dvorec Strednik, zanimivo, da zdaj, je že direktorica je že tako menda povedala, ne? Je že povedala, da tudi kletne prostori gredo v kratkem v najem, tako kuhinja kot tisti restauracijski del. Ostajajo še na fazi pogovorov z eventualnimi najemniki kavarniškega dela, tega manjšega prostora. Hkrati pa preko kooperative Konjice zapolnjujemo tudi mansardni del, kjer bi kooperativa preko razpisa uspela pridobiti sredstva tudi za opremo sob, tako da je potem
dvorec praktično poln ali pa recimo temu na 80-90% zaseden. Seveda je to stvar živa, da se bo dogajali odpovedi pa novi najemi, ampak dobiva tisto svojo končno funkcijo, končno podobo, tisti osnovni namen, zakaj smo ga pravzaprav gradili, kot en takšen center za, jaz temu rečem, mir, počitek, za zdravje. Kaj več mogoče o tem, ki bo restauracijo prevzel? No, upam, da je postopek že tako daleč. Postopek izbire je bil, pogodba še pa ni podpisana, je pa to podjetje Šiki, ki bi uporabljalo kuhinjo za potrebe vrtca, Mali grof, in pa za potrebe Malic, za svoje zaposlene, seveda tudi restauracijo potem za izvajanje oziroma za malice. Hkrati bi pa tudi za zunanje pripravljali malice kosila in istočasno tudi nudili ponudbo za tiste goste, ki bodo stanovali v mansardnem delu. Zdaj, koliko jaz vem, kuhinja ni opremljena, ne? To imajo oni potem, so zadolženi ali kako se bo to opremljeno? Kuhinja je delno opremljena, drugi del, to smo se dogovorili, da bomo dali v uporabo jim, drugi del bojo pa sami opremili po svojih željah. Pa kavarniški del? Kavarniški del pa v tem trenutku še preveč odprto, še ne moramo govoriti, ker so 2-3 variante, pa še ni zrela nobena. Ne. Semaforizacija, ne, ste pa tudi pred kratkim v bistvu posodobili nazadnje pri Kralju, če se ne motim. Ja, postopoma se lotevamo tudi zamenjave pa posodobitve teh semaforov, ki so kar naenkrat preteče nekaj desetletij in so zastareli. Tako da zdaj je bilo pri Kralju ta posodobitev, pa ne samo v smislu zamenjave teh svetlobnih teles z novo LED tehnologijo, tudi nadgradnja je tako, da bodo semafori med seboj komunicirali. In ko bomo imeli zgrajen tudi krožišče pri Hoferju, bo skupaj z nadgradnjo malenkostno še možno na ostalih 3 semaforjih skomunicirati, da bo ta zeleni val končno enkrat v Konjicah zaživel. Seveda, volja je, ampak tehnične rešitve tudi stanejo, tako da postopno gremo v tej smeri. Pred dnevi smo sklenili dogovor in tudi Direkcija za infrastrukturo bo dala pooblastilo občini, da izvedemo postopek javnega naročila za izgradnjo krožišča na vstopu na avtocesto. In tudi po zadnjih dogovorih na Darsu je vse usklajeno, da se tudi lotimo izgradnje komunalne opreme na poslovni coni v Tepanju. Hkrati pa smo v zadnjem mesecu tudi izvedli, ravno tako na osnovi pooblastila Direkcije za infrastrukturo, razpis za izvedbo levega zavijalca v Novem Tepanju, kjer smo pridobili in projektno dokumentacijo in tudi zemljišče odkupili kot občine. In to je naš edini vložek v to, da bo izvajalec, to je, ni še pravnomočen postopek, zgradil ta pas. Jaz računam, da bo v drugi polovici oktobra, da bodo dela stekla in če ne bi vreme prehitro zaprlo, bi tudi ta levi zavijalci imeli zgrajen. Na Zečah so še vedno pogovori z lastnikom, tam še pridobivamo zemljišče, podobna zgodba, tudi mi gremo potem, zvedemo vse postopke, financerja je direkcija. V naslednjih dneh, v prvih dneh oktobra pa gre končno dolgo pričakovana rekonstrukcija državne ceste od Bezine do Barbare, vsega skupaj približno 2600 metrov, ki je v celoti investicija Direkcije za infrastrukturo, pa vendar kar nekaj let smo se pogovarjali, da smo prišli do te rešitve. Krožišče pri Hoferju je pa že dolgo načrtovana zgodba, že leta 2010 bi moralo biti zgrajeno to krožišče kot prva etapa nadaljevanja obvoznice v smeri proti Oplotnici. In v letošnjem letu smo zopet obudili projektno dokumentacijo, da zvedemo postopke, da bi ob ugodnem scenariju celo v naslednjem letu prišlo do gradnje. Takšne so obljube, ampak dokler ne bomo zasedili lopate, tudi ne verjamem več. Ne.